Sedemdnevno dogajanje, namenjeno obiskovalcem vseh starosti, so začeli z glasbeno pravljico v izvedbi plesalk iz Metliškega društva Krokar ter nadaljevali z nastopom stand-up komikov. Ampak pomembno je, da mesto živi, da Metlika dobi spet neko življenje, tako da upamo, da bomo popestrili vsakemu to poletje. Za projekt, ki ga vodijo in izvajajo mladi prostovoljci, so letos sprejeli najvišje priznanje za dosežke na področju popularizacije mladinskega dela. In mislim, da je to kar eno priznanje za vsa ta trud, ki smo ga vložili v ta projekt v vseh preteklih letih. Kljub gospodarski krizi jim je tudi letos uspelo zbrati denar za izvedbo brezplačnega festivala. Takšen festival sodi v to okolje. Odrinjeni smo od centra, ki se vse dogaja, čemu pripeljati mladim v naši okolici nekaj novega, nekaj drugačnega, kar nimajo priložnost vsak dan, in glede na situacijo, kakšna je še posebej v Beli krajini, mislim, da je to mora biti na takšen način festival organiziran. Danes popoldne so, pod vodstvom priznanih slovenskih mentorjev, že začeli z različnimi ustvarjalnimi delavnicami, ki bodo potekale vsako popoldne vse do nedelje. 4 so namenjene otrokom, druge pa mladim po srcu. Predhodne prijave so kazale na dober odziv. Zaenkrat mislim, da je uradno prijavljenih okrog 70-80 ljudi na 15 delavnic. Je pa tudi dosti takih, ki se ne prijavijo, pa pol kar uletijo in se pridružijo vsem ostalim. Večerne ure pa so namenjene sprostitvi ob plesnih in gledaliških predstavah, predavanjih ter koncertih. Letos bodo za zabavo skrbele predvsem slovenske glasbene skupine, pa tudi gostje iz Hrvaške in Francije. In prav vse, tako delavnice kot večerne predstave, so brezplačne, kar je redkost v slovenskem prostoru.